Prvak vstopa na mala vrata. Karanović, Krznar, Šimundža, Cesar, Tanri Vermiš in znova Karanović. Po 3 letih je krog sklenjen, Maribor je petič po zadnjem naslovu menjal trenerja. Sem zadnji prvak, a znova vstopam na mala vrata, pravi Radovan Karanović, ki je začasno prevzel vodenje prve ekipe, kakor septembra 2021, ko je nato moštvo vodil na 39 tekmah in postal zadnji trofejni trener Maribora. Odnesla ga je serija 6 porazov na začetku sezone. Zdaj ga je prav slab začetek sezone Tukberga Tanri Vermiša začasno vrnil v sedlo, v katerega rad sede in v katerem je bil pripravljen sesti tudi kdaj prej. Ko Karanović dirigira razglašenemu vijoličnemu orkestru, se njegovi nadrejeni pogajajo s potencialnim novim trenerjem. Vodja nogometnih operacij v NK Maribor Čem Bazgul je priznal, da so z ustoličenjem mladega Tanri Vermiša zgrešili. Ob slabih rezultatih je bil dokaz nedoraslosti Tanri Vermiša tudi zapis užaljenega 35-letnika na družbenih omrežjih. Da je bila njegova odpustitev nepravična, je zapisal zelenec v članskem nogometu, ki očitno še ni navajen, da morajo imeti trenerji ves čas pripravljeno prtljago. Sploh po le 2 zmagah na uvodnih 7 tekmah in hitrem izpadu iz Evrope. Težka naloga čaka tistega, ki bo v Ljudski vrt prišel zdaj. Maribor je znova pridelal zaostanek že na začetku sezone. Zaostanku in trenutnemu stanju v Ljudskem vrtu gre pripisati košaricem, ki so jih odločevalci v klubu prejeli od kandidatov za vodenje moštva. Tudi od prvega med njimi, Darka Milaniča, najuspešnejšega trenerja v zgodovini kluba, ki se je za ponudbo zahvalil. Znova bodo upravljavci kluba očitno globoko segli v denarnico, da bi se rešili zagate. S pogledom v preteklost pa bi lahko spoznali, da je bolj kot razsipnost učinkovita, premišljena strategija v kombinaciji z nogometnim znanjem in nogometnim šmekom. Prav slednjim je, denimo, Karanović na zadnje vijoličaste vodil do naslova.